Zdaj bom jaz poskušal dobiti Egidija. Med tem bi pa vam njegov video zavrtel. Egidi, takole nedavno v redu. Kličem Egidija. Pozdravljen. Predstavljam zvočnika, bo to v redu. Ja, zdaj jaz upam, da... Bolj da dam na tako, čakamo, brez zvočnika. Brez zvočnika, ker je še mikrofon vmes, pa potem še... To je boljši, ja. Okay. Ja, čist druga zgodba. Ok, jaz vrtem, zdaj bom zavrtel tvoj tale video na začetku, če dovoliš. We're still facing a very dark winter. We're about to go into a dark winter. A dark winter. Evo, God bless you, prišli smo do, naj nas Bog blagoslovi pri vsem tem, dragi Egidi. Ja. Glede na tvoje izkušnje in na to objavo in na vse, kar o tem veš, prosim z besedo na dan, tako da beseda je tvoja, jaz te bom pa tle pred mikrofonom držal, ker se javljaš iz terena. Ja, zdaj bom tale dokument govori o biološkem in kemičnem vojskovanju oziroma orožju in tudi nuklearnem terorističnih dejanjih. Pa seveda o obveznem cepljenju in pa o zakonu o prepovedu informiranja določenih občutljivih informacij. Vojska se pripravlja na biološko vojno in to zdaj poteka na Slovenijo oziroma na celo Evropo, verjetno tudi nad Ameriko. In zdaj sem prejšnji teden klical prijatelje v Maribor, Novo Mest, Izolo in na Gorenjsko. Skratka, vsi so imeli neke driske in bruhanja in to seveda se pride iz zraka z avionov. To je potrdil bivši MI6 agent, se pravi angleška zunanja obveščevalna služba Barry Traver, če boste vtipkali v YouTube, jaz sem to imel dosti časa, je tudi na rodovni vrtičkar 5G je smrtonosno, ena mapca, kjer je ta Barry Traver noter z enim filmom, dokumentarnim predavanjem 2 ure. On razlaga, da lahko oni viruse oziroma te strupe vržejo 2 leti prej dol in potem jih z oddajniki telefonskimi aktivirajo. Tako da mi strupe že vse imamo v okolju. Tisti, ki bojo govorili po televiziji, da se je prišel en okužen človek iz Kitajske, pa se to razširilo po celi Evropi, je v hipnozi, da to verjame. Mi imamo to vse v zraku preko NATO vojaških avionov in tudi ta dokument je pač ameriški, tako da smo v isti zgodbi kot Američani.
tudi vsi člani Evropske oziroma NATO vojaške organizacije. Zdaj, ta dokument govori o biokemičnem vojskovanju, pa v karantenah ljudi spraviti v karantene, pa jih cepiti. Govori tudi o nuklearnem terorističnem dejanju. Zdaj, eno stvar bi pa jaz rad še rekel, da poteka tudi geoinženiring zraven. In zakaj črna zima, ne samo zaradi smrtonosnih virusov, ki jih zdaj že mečejo dol, tudi kugo mečejo dol, so jo najdel pred enimi 10 leti, so kopali grobove srednjeveške v Angliji in so odkopavali trupla, ki so umrla za kugo in so z skalpeli strgali dol te vzorce DNK, tako da so pridobili nazaj kuga, pač virus. Potem so to že pred 7 leti vrgli na Madagaskar in češ kao, da je tam izbruhnila kuga. To, da v bistvu vse imajo pripravljeno, da potovčejo oziroma pobijajo čim več ljudi z vsemi možnimi orožji in z geoinženiringom lahko povzročijo žled 2-3 metre snega, kjer bojo opohali električni vodi, kot je bilo 2014 v Postojni. Prav ljudi bojo spravili v totalni obup, brez elektrike, brez ogrevanja in še en kup bolezni okrog, trgovine prazne in vojska bo nadzirala razdeljevanje hrane. Če boš cepljen, boš to dobil, če ne, pa ne. Zdaj, v mestih bo zelo težko vam pobegati, če se oni odločijo, da recimo, na primer, rečejo v Ljubljani bil izbruh črnih koz in dajo ljubljanski avtocestni obroč zaprejo z vojsko v karantene in noben ne more ven. In po nekem določenem času bo hrane zmanjkalo. To je recimo primer. Zdaj, kar se tiče biološkega vojskovanja še pod rešitev, da se dezinfekcijo narediti na 1 hektarju z ognjiščem zunanjim, kjer se kurijo drva in se gor poliva fritezno olje, odpadno olje iz kuhne in pa alkoholni kis. Za proti kugi je zdravilo oziroma preprečevanje kuge je z brinovim oljem. V 7. veku je bil pregovor jej brin in smrt bo šla mimo. Oni so sicer brinovo olje par kapov dali v ajmer z vodo in kisom, potem so pa dali gaze namočiti v te ajmere in so si dali kot šal okrog ust. To je tako, da se boste lahko pripravili ven iz mest, pa ogenj, pa zdravila, pa hrano za čez zimo, ker je bilo že prejšnji teden na Poljskem -15 stopinj in so zelo zgodaj začeli izvajati Dark Winter. To je zdaj letos. To ne bo drug let, to bo letos. Jaz sem malo raziskoval tudi ta Dark Winter in sem opazil, da je bil prvi Dark Winter leta 1972. In sicer vsi, ki ste rojeni po 72. letu, sicer tega se ne boste spomnili, ampak prej pa, da smo bili cepljeni vsi proti črnim kozam. Takrat je Amerika izvajala v Jugoslaviji tako imenovani Dark Winter s črnimi kozami in če se spomnite, smo se vsi mogli cepiti. Jaz se spomnim panike, bil sem star 11 let, moje mame, ki je vso familijo vozila cepiti in vse sorodnike in vse. In ko sem zdaj bral to dokumentacijo, so hoteli takrat Jugoslavijo na ta način uničiti, ampak se je pol nekako na nek način išlo oziroma jo ekonomsko, tako kot zdaj določene države, onemogočiti in te stvari. Ne. Tako da s temi črnimi kozami so skozi neke temne zime, črne smrti, potem tako kot si ti rekel, tale 2001 ali kdaj, ne? Je bilo. In jaz sem videl, da je bila še ena 2008 tudi ena vaja, ki so jo imeli, pa niso o njej veliko pisali. In mnoge druge skrite stvari in dokumentacije. Zdaj, kar me je presenetilo, je ta informacija, se to smo poslali našim članom, kjer si ti napisal, da je WHO 80. leta povedal, da so izkoreninjene te koze in da pač ni bilo potrebno se več cepiti. Zdaj pa naenkrat, ker ni cepiva, ker so črne koze, ker je ta Dark Winter v nevarnosti, zdaj bo treba naenkrat vse cepiti.
cepiva pa ni in bojo po moje spet čakali v kratkem času cepiva, ljudje bojo ostalo v vrstah, kakor za iPhone, si delali šotore, bog ne dej, ampak praksa kaže drugače, a ne, vse tiste ljudi, ki si rešujejo življenja s cepivi, ki ne vejo, da so stvari lahko tudi drugačne. In ta črna zima, glede tega Brina, jaz sem ti zelo hvaležen, da si podal te rešitve, oziroma vse to, kar si povedal, zelo dragocene informacije, Gidi. Tako da za zaključek povej, če še kakšno stvar veš, če bi še kaj dodal. Ja, najboljša televizija, big screen je, če gledate v nebo, ne. Ja, ugasen TV, a ne? Ja, pa potem te črne koze grejo mim, ne? Zato, ker, glih prej sem dobil, zdaj dve informacije sem dobil, da so v Ameriki zdaj ta petek, da bodo prepovedali cepiva prek sodišč zaradi škode, kjer so jo zdaj analizirali na ljudeh, a ne? Da ne more biti cepiva, niti na miših jih ne sprobajo, pa jih probuvajo na ljudeh in zdajle so rezultati takšni, kot so in da to več ne gre tako naprej. Ja. Eno stvar bi še zdaj zraven dodal, ko sem jih včeraj dobil potrditev, da se tudi izvaja v Sloveniji. Preko telefonskega omrežja oziroma telefonov ljudem ustavljajo slabe misli, take samomorilske ali pa čudne. In ta tehnologija obstaja, so jo testirali 2006. leta v Ugandi. Jaz sem ta članek videl, 2015 je bil v Misterijih. Posnel sem filmček na to temo, naslov je Edino orožje je strah. Rodovni Vrtičkar, edino orožje je strah. Govori pa o tem, da so oni na iPhone 6 dali take programe, da so s frekvencam v glavo streljali ljudi z toliko močnimi frekvencami, da so se recimo na ulici 50 metrov do hiše zbirali črnci s pametnimi telefoni, tam v Južni Afriki so bili plantažniki, belci, zelo bogati in v glavnem sitek je bila to tija operacija in oni so s temi telefoni z določenimi frekvencami in programi ciljali te ljudi skozi stene noter v glavo, moža, ženo pa z družino. In to deluje tako, da najprej rataš živčen, potem se začneš kregati, potem se začneš že tepsti in na koncu se ubiješ tam med sabo. In so bili dogodki, ko je mati dojenčka v steno zabrisala in je bilo takih smrtnih žrtev v Ugandi 1400. A tudi, če to veš, a če se tega zavedaš, če to veš, se tudi ne da braniti, če razloge poznaš? Zdaj, če se zavedaš tega, pa da je pameten telefon zraven, pač... Daš telefon v stran, pa to mine, ne? Da preveriš, ali je to telefon ali je partnerski razlog. Ampak to je res tako močno, da si niti misliti ne moreš. Tako da pametni telefoni so zdaj orožje, čisto demonsko orožje, to še malce. Evo, hvala za javljanje, vsi te lepo pozdravljamo. Evo, lepo se pozdravljam nazaj, zdaj se bom verjetno mogel kar javljati iz terena, ker je veliko obremenitev tlele, pa moram reševati situacijo. Vse v redu je, Gidi, super, važno, da smo vsaj tako povezani, tako da vse dobro. In se vidimo, slišimo. Hvala lepa. Moja rezi, blagoslov, uživajte, lepo se imejte. Bomo, srečno, Dija. Z Bogom.